pogovarjala se bova o knjigi. Tako, prapodoba. Prapodobe. Mali žepni molitvenik praznoverja. To je tvoj pesniški prvenec, ne? To je moj pesniški prvenec, ki te je zelo uspešno izstrelil na slovensko pesniško sceno. Kritiki in pa tudi publika, bravci so dosti pozitivno se odzvali. Ja, jaz moram reči, da mi zmanjkuje izvodov. Tako da sem jih tudi sam, tudi smo naredili v Bistrici v Soti eno prireditev in je bil zelo pozitiven tudi, recimo, odziv publike tam. Torej, ponatis je samo vprašanje časa. Vprašanje časa. Prej pa sva začela pogovarjati se, da si pesnik, tudi slikar, glasbenik. Kako to usklajuješ med seboj te dejavnosti in pa mogoče, če opišeš malce tudi tvojo glasbeno pot, likovno pot, ja, pesniško pot in kaj še prihaja na literarnem področju? Ja, že od malega sem zelo rad risal. Posebno močno željo sem imel po risanju. Ogromno časa sem preživel z barvicami v roki. Pa tudi rad sem prepeval. Tako da sem že od malega tudi oboje. Nekako je bilo del mojega otroštva, zelo pomembno. Tudi oba starša sta tako likovno kot glasbeno nadarjena. Tako da sem tudi tu imel eno osnovo. Zdaj, medtem ko pisanje pa prišlo v moje življenje malo pozneje, v osnovni šoli sem rad pisal spise, so mi tudi kar dobro šli, ampak bral sem malo manj. Dejansko z domačim branjem sem imel kar precej težav ponovadi. Mislim, absolutno bolj so me pritegnile kratke zgodbe, ki jih je imel, ki so bile objavljene v Življenji tehniki, to revijo je imel Ata naročeno v 90-ih letih, pa v 80-ih. In jaz sem to tam odkril na Dilah in potem sem to začel prebirati in te zgodbe enigmatične so me pa pritegnile. Moram povedati, kak je bila zgodba. Tako najrad sem bral, da sem na začetku v Življenju in tehniki je bila na začetku revije Iz sveta življenja in tehnike, je bila rubrika, kjer so bile kratki članki, novičke o novih izumih, pa novih produktih na tržišču. In poleg vsake od teh novičk je bila slika zraven. Ko sem pa videl tam robota, ko špila na klavir, ali pa poščato televizijo v 80-ih letih, 90-ih, in sem se nadušil, in ta slikca me je zapeljala in sem tisti kratek članek sem bil sposoben prebrati. In isto je bilo na koncu revije, je bila pa kratka zgodba, ki je bila tudi včasih kakšna ilustracija. Pa se mi še ti zdelo vredno, da bom prebral. Ponovadi so bile krajše stvari. A to pa je zanimiva zadeva, da pisatelj prizna, da ni rad bral. Nisem tako rad bral, ampak tiste stvari, tiste intrigantne, znanstveno-fantastične zgodbe, to je bila literatura idej in me je pa pritegnilo in potem sem včasih tudi, ko sem prve stvari prebral, nisem razumel, zakaj se gre. Sem pa študiral par dni, včasih kak teden pozneje se spomnim, kaj je pa to tisto, kar je avtor hotel povedati. In to je bila taka intrigantna zadeva, ki me je potem pripeljala do tega, da sem tudi sam začel pisati kratke zgodbe. In na ta način je tudi potem nastala ta pesniška zbirka, je v bistvu začela nastajati iz enih literarnih idej, ki so bile v osnovi mišljene bolj za kratke zgodbe, ampak nazadnje nisem vedel, kako bi jih vključil v neko naracijo, v neko fabulo, pa se mi je zdelo škoda, da jih ne bi uporabil za kaj drugo in tako so počasi začele nastajati pesmi. Prapodobe se mi zdi odličen, res odličen naslov za pesniško zbirko. Fantastično. Ja. Odkot? Kaj? Zakaj? Mogoče malce razložiš besedo samo. V osnovi je beseda tudi strokovni termin. To so te slike, ko jih ima človek, ko pride na svet. To je teorija oziroma hipoteza, ne vem točno, kak je znanstveni status tega termina ali pa tega področja psihologije, ampak obstaja veliko razlogov, da verjamemo ali pa da razmišljamo v smeri, da v človekovi podzavesti obstajajo neke prapodobe, neki nastavki, iz katerih potem nastaja in se razvija potem naš pojmovni svet okoli nas, to, kar ga mi pozneje doživljamo. Tako da, to je en faktor, zakaj je bil to, zakaj sem se odločil, da dam tak naslov. Po drugi strani pa gre tudi za zelo preproste pesmi, ki so polne enih likovnih motivov in tudi zaradi tega pašejo. Jaz sem poskušal čim bolj, to so nekako impresionistične pesmi in zaradi tega se mi zdi, da je tudi ta naslov primeren. Obenem pa se v tej pesniški zbirki postavljam dost prvinska vprašanja, dost, kako bi rekel,
precej je bivanskih in osebno izpovednih pesmi, meditativnih, včasih tudi nekoliko filozofskih pesmi in se mi zdi, da tudi v tem smislu je tak naslov primeren. Prav podobe kot recimo vera v človeka, mogoče celo. Tako, jaz sem o tem malo razmišljal, o tem, kako bi, se pravi, takole sem dal na zadnji strani v kratki predstavitvi pesniške zbirke, sem napisal: pred vami je žepni molitvenik praznoverja. Njegovi uroki, zablode in razodetja niso čisto nič drugega kot preproste pesmi in uganke, ki so nastale med mojim iskanjem poti skozi labirint življenja. Zato je molitvenik primeren za vsak žep, ne glede na raso, spol in veroizpoved njegovega uporabnika. Blaga ironija, ki se tu in tam prikrade v katero izmed teh molitev, po mojem ne pomeni, da se v njih ne skriva tudi kakšno zrno resnice. Ravno nasprotno. Vedno bolj se mi namreč zdi, da ravno uganke in protislovja praznoverja najbolje razkrivajo skrivnostno in nedoumivo naravo tega sveta. Se pravi, praznoverje ima v osnovi v slovenskem jeziku, v slovenskem pojmovnem prostoru nekoliko negativno konotacijo. Ampak ta pojem se mi je zdel intriganten, zanimiv zaradi tega, ker vključuje dva korena, iz katerih je nastala beseda. Na eni strani je praznina, na drugi strani je vera. In to se mi je zdelo dobro izhodišče za razmislek, zato ker se mi zdi, da je večina verovanj, ideologij je zelo dogmatičnih, zaprtih, so naprej določene. Tle se mi je pa zdelo glih ta lepota tega praznoverja, da je to tisto, da je to prostor, kjer se še lahko zgodi kakšna kreacija, kakšna kreativna misel. In ko sem predstavljal to zbirko v Bistrici ob Sotli, sem tudi nekako tako opisal, da se mi zdi, da je pravi čas prišla pesniška zbirka ven, čeprav je nastala že pred 15 ali pa 10 leti, je že bila praktično skoraj dokončana. Vseeno mislim, da je pravi čas zaradi tega, ker se mi zdi, da živimo v času, ki je zelo zapleten, konfuzen, človek dvomi v vsako stvar okoli sebe, in kar je nujno za preživetje praktično danes, pa za razumevanje stvari, ki se dogajajo z izredno naglico. Ampak se mi zdi, da je prav je, da dvomimo, moramo dvomiti. Po drugi strani je pa tudi pomembna vera. In se mi zdi, da je neko zaupanje, nek temelj našega razmišljanja o stvareh. Tako da se mi zdi, da to mogoče malo zanemarjamo in ta pesniška zbirka na nek način se ukvarja s tem, kaj so tiste temeljne vrednote, prioritete. Ne. To je začelo nastajati nekako v obdobju mojega odraščanja, mojega prehajanja v odraslost in sem se pač sem se takrat soočal z nekimi osebnimi in tudi širšimi bivanskimi vprašanji. Torej praviš, da je praznina močnejša v sodobnem času od vere. To pravzaprav, ampak v kaj pravzaprav verjeti? Tako, in to je to. V kaj verjeti pravzaprav v tem času? Tako, ne, in to je super nastavek za razmišljanje, ne, kaj verjeti. Ne, in to je bilo nekako že takrat mogoče za mene ena preizkušnja, ena dilema in odgovor na to vprašanje sem jaz iskal v svojem intimnem svetu, svojem zasebnem iskanju, v svojih osebnih vprašanjih, ki so bili včasih zelo konkretne stvari, ko so se mi dogajale takrat, pa ko sem se z njimi soočal, mogoče nisem še našel odgovora na njih in je potem to v bistvu en zapis, en kako bi rekel, premislek o stvareh, ko so se mi takrat dogajale. Je pa to na vsak način iskanje enih prioritet, enih življenjskih poti in kljub temu, da je podnaslov te pesniške zbirke praznoverje, molitvenik praznoverja, je v bistvu to ni negativen pojem v kontekstu, ko ga jaz uporabljam. Je to pojem kreacije. Praznina omogoča nove stvari. Če že imaš vse naprej določeno, ni veliko prostora za kreacijo. Tle se mi zdi, da na ta način je bilo praznoverje imelo za mene nekaj mikavnega v sebi, zaradi, ker to je bilo nekaj, kar ni dokazano, kar je na meji preverjenega. In to je eno polje, ki se ga splača raziskovati in mogoče se tle tudi skrivajo odgovori, na katere nismo pozorni. Praznina je pozitivna pravzaprav za kreativnost. Tako. Spodbuja kreativnost. Tako, omogoča prostor, kreativni prostor, ker so še možnosti odprte. Ne?
Po drugi strani pa lahko povzroči pomote. Tako, to pa je tudi res. Tako, in zaradi tega, ker praznina je pač eno izhodišče, ki je tvegano, ne? Ker ne vemo kaj, kam, kako. Ne? Za mene je bilo v tistem času ta ideja, ta koncept nekako privlačen, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da živimo velikrat v enih dogmatičnih predstavah o stvarih, ki mogoče velikrat niso dobro premišljene. Ne? In ne rečem, da zdaj jaz ponujam tle odgovore, mislim pa, da je v teh pesmih nekaj inspiracij za razmislek, od mogoče zelo preprostih, vsakdanjih, osebnih stvarih, ko se ljudje z njimi soočamo. Deček se obrne njegovo smer. V travi je gras, ki skija med senčnimi progami vate. V tem trenutku otrok več ne ve, kje je. Se še ne ve. Reče starec. Si kaj videl bugeca? Vsaki den gre na okol. Otrok se v soncu sredi travnika še enkrat ozre okrog sebe. Njegove misli se vrtijo okrog Boga, kot belesni oblaki okoli sonca. Ti prihajaš iz malega kraja, Bistrica ob Sotli. Ja. Bistrica ob Sotli. Kako je zdaj v enem manjšem kraju, glede na to, da sploh Bistrica še izven glavnih prometnic, Ja, absolutno. ustvarjati v enem takem malem kraju? Tisto, kar je spodbudno v Bistrici ob Sotli, je to, da tam obstaja močno mladinsko društvo, ki je nastalo že, zdaj rečemo, to pa tudi, ne vem, skoraj 30 let nazaj se je začelo to močno kulturna scena, se je začela tam razvijati, predvsem povezana z glasbo. In to me je tudi v času, ko sem obiskoval gimnazijo, sem imel svoj band. Tako da sem bil, in to, da je obstajal v tem našem kraju, v Bistrici ob Sotli, mladinski center, kulturni center oziroma klub Metulj, je bil osnova za vso nadaljno društveno dejavnost. To je bila ena baza, ki mi je pomagala nekako, to mi je bila ena spodbuda, to se lahko nastopal tudi v svojim bandu v kraju. Tako da ta infrastruktura obstaja in tudi obstaja nekaj teh kreativnih ljudi v tem okolju, ki se predvsem, se pravi, ne se ukvarjajo z glasbo, pa tudi drugi razni kulturni projekti se odvijajo v Bistrici. Drugače pa je tako, da sem tudi zelo veliko let sem živel v Mariboru, ampak dejansko pri meni je tako, da na moje kulturno udejstvovanje ali pa umetniško delo, če se lahko dovolim tako pretenciozno opis samega sebe, ampak vsekakor, ja. Ne, je dejansko prihaja iz moje želje. In sigurno je fajn, če imaš tudi kak feedback, da dobiš od ljudi kak odziv. Imel sem že par objav po literarnih revijah v Sloveniji, ampak to je pa res, da je prva knjižna objava in mi zelo veliko pomeni. Glede na to, da od pesništva ne moreš živeti, Ja. S čim se drugače ukvarjaš? Kje si zaposlen? Ja, jaz sem zaposlen ravno pri tem mladinskem kulturnem centru v Bistrici ob Sotli, kot prostovoljec tam delam. In tudi ravno zdaj spet pripravljamo eno literarno revijo, ki se reče Medmed. Do zdaj smo eno številko izdali. Je pa to, seveda, to je to, da nekako prideš skozi, da preživiš, da imaš za podzob. Ne? In hvala Bogu, da se lahko tudi ukvarjam s stvarmi, ki so mi nekako blizu, s katerimi se že dejansko celo življenje ukvarjam. Če se mogoče spustimo v proces pisanja, kdaj pišeš kratke zgodbe, pesmi, v kakih priložnostih, vsak dan ali kako poteka ta proces pisanja pri tebi? Dejansko je te pesmi v tej pesniški zbirki so nastajale, dejansko so nastale skoraj po naključju. Se pravi, jaz sem pisal kratke zgodbe in iz teh idej so nastale pesmi. Zdaj pišem ponovadi bolj na ta način, da velikrat so moji nov material, ki nastaja zdaj, so velikrat tudi odzivi na aktualne stvari, ki se zdaj dogajajo. Tako da se velikrat zbudim po noči. Absolutno je modus operandi, moje naslednje delo, ko prihaja pri Kulturnem centru Maribor,
je nastajalo praktično na ta način, da sem v času, ko se je začela v Evropi migrantska kriza, to je zdaj že veliko let nazaj, in ko so nas mediji bombardirali vseh strani, noč in dan, o teh terorizmu, pa o begunski krizi in tako naprej. Za mene je bilo to zelo stresno. In jaz sem videl, da se tle nekaj zelo čudnega dogaja in me je to dejansko prisililo praktično, da sem začel pisati. Pač so bili neki zapiski, s katerimi jaz nisem v začetku vedel, da bo iz tega dramsko besedilo. Bile so neke refleksije, neki odzivi na to, kar se je takrat dogajalo, ampak potem pa kar hitro sem opazil, to bi se pa iz tega bi pa lahko mogoče nastal nek tekst. In na ta način je v bistvu nastajalo. Tako da recimo čist nek drug proces, ko pri nastajanju te pesniške zbirke. Zdaj, mogoče eno takšno vprašanje, kot sprašujejo popularne glasbenike, za literata, na primer, kdo so tvoji vzorniki, kaj bereš? Zadnje čase berem zelo veliko enega vašega prihodnega avtorja, Georgea Webba in njegove objave, ki jih ima na spletu. Tako da ogromno se zdaj sem večino časa kratke članke, žurnalistične berem bolj, pa bi se rad vrnil nazaj k literaturi, bi rad še kaj več literature tudi bral. Ampak recimo za pesniško zbirko, tole, ki je pred nami, par takih pomembnih vplivov literarnih, sigurno lahko naštejem. Prvi so bile pesmi Sanje Počivalšek, ki je zelo nadaljena umetnica iz naših koncev, ki sem jaz tudi osebno spoznal takrat pred leti, to je zdaj že res 20 let nazaj. In ona je pisala v času odraščanja, soočenja z eksistencialnimi vprašanji, svojimi je pisala take močne osebne izpovedne pesmi. In to mi je bila prva taka, res, ko sem videl, ko me je pritegnilo in me prepričalo njena pisava, njen način pisanja, odzivanja me je pritegnilo. Po drugi strani, tisti ključna spodbuda mogoče za to, da je pa nastala ta bolj konceptualna zbirka, pa je bil tudi naključno odkritje knjige v našem župnišču od Vladimirja Truhlarja V dnevih šumi ocean. In to so bile, on je bil zelo podkovan teolog in njegove pesmi so bile meditativne, en mir, kako bi rekel, liturgična tišina je vela iz tega materiala, iz teh besedil, iz teh pesmi. In to me je zelo pritegnilo in sem takrat pogruntal, takrat sem pomislil, nekaj v tem stilu bi pa lahko bila tudi način, da bi jaz realiziral svoje ideje. Tako da to je en pomemben, sigurno en zelo ključnih vplivov. Pa mogoče bi lahko še omenil tudi kakšne hajkuje ali pa koane, zenovske zgodbe. To je tudi mogoče na nek način pri kakšni stvari, pri kakšni pesmi bila ena spodbuda. Zelo velik diapazon, zelo različne stvari. Od Georgea Webba, ki smo ga poznali pred kakšnim mesecem, je bil na obisku v Mariboru oziroma v Sloveniji. On je nekje blizu teorij zarote, enih meditativnih in haiku pesnikov. Čist nekaj druga. Te stvari so bile skoraj hermetično literarne, kako bi rekel, impulzi, ampak to, da sem pa zdaj tako globoko da sem se začel poglabljati v to bolj žurnalistično vprašanje, aktualno vprašanje današnjega časa, je pa preprosto povezano res z tem tempom norim, pa z novimi fenomeni, ki se zdaj pojavljajo, mimo katerih praktično nisem mogel, se mi je zdelo. To je pač moj odziv na dogajanje v tem času. In na nek način moram reči, da si težko predstavljam, da bi zdaj lahko pisal takšno, kako bi rekel, meditativno, umirjeno poezijo, kot je to. Dobro. Zdaj, če še ostanemo malce pri sodobni literaturi, mogoče, česa se ti zdi preveč, česa premalo v sodobni literaturi, kaj boš mogoče ti zapomnil? Jaz sam pri sebi imam ravno, me preganja, recimo v pisanju, tako sem omenil, pri pisanju modus operandi, je bila glih ta moja vnema prehajala iz tega, da sem res imel občutek, da nekako v slovenskem kulturnem prostoru obstaja veliko nekih tabu tem, se mi zdi. To so, na primer, ja? No,
te razne teorije zarote, ko smo prej omenili, ne, je primer, ampak to... Ja, dajmo o tem več, ne. Še pa stvari o tem rekli, ne. Se pravi, absolutno, jaz se recimo, za mene je cepljenje zelo pomembno vprašanje, zaradi tega, ker sem najverjetneje tudi sam imel hudo poškodbo po cepljenju. Ampak se nisem z njo veliko ukvarjal, dokler ni prišlo do tistega prvih prašičje gripe, pa ptičje gripe, tam so se začele pojavljati zelo nenavadne zgodbe. 11. september, ne, mislim, kako je mogoče, da je to bilo projekt, ki so ga speljali neki bradati možje iz Afganistana, v najbolj varovani državi na svetu. Stolpnica 7 se je podrla, brez da se bi avion ne zaletal. Nenavadne zgodbe. Ampak Bog na stvar, da si je razmišljal kako drugače, kot je bila uradna zgodba. Ne? Skratka, če lahko prekinem, to je malce stereotip, da so bradati možje. Zdaj, posod po svetu se najdejo zelo izobraženi, tehnično razgledani, obveščevalno močni. Bradati ljudje. Lahko tudi bradati ali pa golobradi, kakorkoli. Ne, to samo zaradi tega, ker je ta uradna zgodba pač je res do konca presmojena. No, če pomislimo, kdo so bili ti ljudje, recimo zanimiva informacija je, da je 6 izmed mudžahidinom, ki so ugrabili letalo, prihaja iz Balkana, iz jugoslovanskega bojišča. To lahko bereš na Wikipediji. Ja, to sploh ni sporno. Ne? Iz Bosne. Ja, tako, iz Bosne pa v Kosovo so bile neverjetne. Ampak zgodba, kakor je bila res, kakor je bila zapakirana in kaj je bila uradna zgodba, jaz ne vem, no. Odvisno od tega, kako se človek to poglobi. No? Če se začneš spraševati o enih zelo preprostih vprašanjih, kako je možno, da se stolpnice, ki so bile pojem sodobne arhitekture, da se je železo, da se je talilo, medtem ko so potni listi od ugrabiteljev letala ostali nepoškodovani na pogorišču. Ne? So izjemne ideje. Ne? Tako da... Literarne, zelo. To si v znanstveni fantastiki ne bi avtor upal napisati, če se tako. Ja, potem pa so nastajale bolezni, vedno več gripe raznih, ne, kjer bi nas naj silili k cepljenju, množičnemu cepljenju. Tako, ne. A je tu zadaj še kaj več drugega, razen to, da nekdo hoče prodati, multinacionalke proizvajalci želijo prodati čim več cepiva. No, sigurno je absolutno veliki faktor. Ne. George Webb, na primer, se vedno fokusira na to vprašanje, ne, who benefits, kdo profitira. Ne. Ja. In absolutno, če gledaš dejansko v nasprotju z splošno predstavo, je farmacija bila pred par let nazaj še zelo v kritični situaciji. Postopki, kako se sprejemajo nova zdravila, pa kako prideš do novih patentov, so zelo zamudni. Trajajo približno 10 let. Gre čez zelo rigorozen program, da eno zdravilo pride na tržišče, ki so potrebne potem študije, najprej v laboratoriju, na celičnih pripravkih, potem na živalih, potem so prve skupine ljudi, prostovoljcev, ki se tudi plačuje in to je najprej mala skupina, potem večja. Se pravi, to traja 15 let, zraven pa se milijoni dolarjev grejo v prazno, ker se večina teh zdravil že v tretji fazi, drugi fazi ne sploh ustavi. In zavedati se treba, da ta zdravila potem so namenjena zelo malemu odstotku ljudi. Če hočeš ti dobiti zdravila, ki so patentirane. Antibiotiki, druga zdravila so tako že je potekel patent tudi. Tako da to že več ni ustvarilo profita. Zdaj pa primerjamo to z tem, kar se dogaja zdaj, ko se bi naj cepil vsak človek, dobil booster šus. In ne samo to. To ne gre, govorimo, ko govorimo o zdravilih, govorimo o zdravljenju 1%, mogoče pa manj kot 1% bolnih ljudi. Tu pa govorimo o zdravljenju 100% zdravih ljudi. Z eksperimentalnim zdravilom, ki ne vemo, če deluje ali ne deluje, če sploh širi, ne, obenem pa je praktično prisilno. Pa je eksperimentalno. Ne? Zakaj? Ja, sigurno so milijarde dolarjev en veliki motor, ki se to mašinerijo poganja. Zdaj, v tem ne more biti dvoma. Jaz mislim, da razumno razmišljanje te mora pripeljati do približno takšnega sklepa. Ne? Ampak, če obstajajo pa še kakšni globlji motivi za tem, ne? To je pa tudi zelo legitimno vprašanje.
po vsem tem, kar smo zdaj videli, ko vidimo, kakšni pritiski so v politiki, pa na medicinsko stroko, pa kak se cenzura pojavlja po medijih, najbrž, ne vem, a lahko to upraviči samo ta želja po kopičenju dobička ali še kaj druga. Ne vem, to je pa globlje vprašanje. No? Torej, tvoja literatura se bo bodoče tudi s tem ukvarjala, s temi vprašanji? Ja, direktno ali posredno? Ali... Ja, recimo v modusu operandi naslavljam točno ta vprašanja. Se pravi, kaj bi lahko bili globi vzgibi, ne samo finančni motivi, pač pa tudi globi duševni vzgibi. Kak je možno, da je nekdo pripravljen take radikalne, take skrajne politične ali pa potegne take politične odločitve. Ne? Torej konkretno pišeš o tem, konkretno o tem? Ja, jaz pišem na nek način zelo konkretno, ampak dogajanje v modusu operandi je predstavljeno nek imaginaren prostor, pa čas. Zato, da se lahko, eden od razlogov, zakaj sem se odločil, da na ta način pisal, je ravno tem, da se na ta način lahko res, kako bi rekel, distanciraš. Da ne rabim zdaj skrbeti za vsak detalj, ker je absolutno potem bi bil praktično onemogočen pri razmišljanju o globih, o širši sliki. Če se ti hočeš danes govoriti o nekaj, recimo, zelo konkretnem problemu v zvezi s cepljenjem, se moraš opredeliti, pa poznati v globino, recimo, genom človeški, pa kako delujejo cepiva, kako delujejo adjuvansi, na kak način delujejo virusi in tako naprej. Moraš imeti eno glomazno znanje in se potem lahko samo že za to, da rešiš zelo preprosto, odgovoriš na zelo preprosta vprašanja, potrebuješ ogromne kapacitete, intelektualne in se ne moreš sploh, ne prideš tako daleč, da bi se lahko v širših družbenih vprašanjih, da se bi jih postavil, da bi poskušal na njih odgovoriti. Torej, kaj več od tega, kdo providira? Ja. So še kakšne drugi odgovori možni? Ja, jaz bi tako rekel, ne, eno zelo zdravo razumsko vprašanje je, kako je možno, da nekdo, ko že tako, dobro, eno je, zdaj kot znameno je bila farmacevtska industrija že nekako v krizi, prednje prišlo do teh, vsaj po poročilu dr. Šive, ki je na tem področju ekspert. On je na MIT-u študiral, pa ne vem koliko diplom tam. Ampak, se pravi, tako da tle je nek razlog, zakaj, en zelo prepričljiv razlog, zakaj je do vsega tega prišlo. Ampak po drugi strani, ljudje, ki pa politične poteze na globalni šahovnici vlečejo, to so pa ljudje, ki jim ne gre tako slabo. Vprašanje je skratka, kako je možno, da so ljudje, ki jim gre zelo dobro, ki imajo vsega dovolj, kaj je razlog, da oni želijo še vedno več? To je eno od vprašanj, s katerim se ukvarjam v tej igri. In lahko nam tudi malo opišem, lahko tudi malo namignem. En od mojih sumov, špekulacij je, da preprosto ne gre samo za to, da ti moraš imeti več, da je to samo nek bolesen pohlep. Pač pa gre tudi za to, da v sodobni tržni ekonomiji nihče ni varen. Vedno obstaja grožnja pred konkurenco in tako naprej. In varnost ali pa neka relativno udobna situacija samo takrat, ko dosežeš monopol. In skratka, cilj ni imeti več, pač pa obvladovati tržišče, imeti monopol. To je en možen razlog, ne? Ampak ni edini. Še druga stvar je, eden zelo prepričljivih razlogov, zakaj po mojem, zakaj so se ljudje, ki jim dobro gre, pripravljeni podati v tako tvegane projekte, kot je zdaj ta medijska vojna, pa igra z cepivi in virusi, je lahko tudi preprosto v tem, da je to način obvladovanja tudi ljudstva, mase, zaradi tega, ker so ti ljudje do tega bogatstva, ki ga zdaj imajo, do tega, kar imajo danes, ti oligarhi, ti megalomani, monopolisti, do tega bogatstva so se pretolkali na nepošten način. Skratka, imajo tudi veliko za izgubiti. In ne gre nujno samo za to, da hočejo še več, ampak se hočejo zaščititi. In dejansko, ne, glede na to, kar zdaj vidimo, kako se bo v Evropo prehaja pomanjkanje z
novo NATO-ovo paradigmo ukrajinsko-ruskega spopada. Prihaja eno pomanjkanje, ena stiska, ko se ljudje bodo vedno težje ukvarjali z raziskovanjem zločinov teh, ki nam vladajo. Torej, literatura po tvojem mora biti nujno družbeno angažirana. Ali je lahko samo, je sploh možna literatura samo estetskega pomena? Jaz mislim, da je celo literatura z estetskimi, ali pa praktično samo z estetskimi razlogi je na nek način tudi angažirana. Zato, ker to je tako kot muska. Recimo, če govorimo o rock muski, je tako, da imaš zraven besedilo, ki je lahko aktivistično in sporoča, lahko je ljubezenska zgodba, pa potem je že vprašanje, koliko je zdaj ta ljubezenska zgodba, koliko je to politični statement. Tudi je včasih. Ampak tudi klasična glasba je imela velikrat tudi politično konotacijo, ne? Ali pa je bila zlorabljena v politične namene. Ampak moja poanta je to, da je umetnost, glasba recimo, ki je izrazito estetski pojav, je vseeno, to je družbena sila, to je energija, ki spreminja življenje ljudi. In je zaradi tega tudi politični pojav na nek način. Ne? Ampak na zelo drugačen način, kot ena aktivistična literatura. Tako da, recimo, ko gledam jaz na te svoje pesmi, ko sem jih pisal, ko so res, jaz sem nakvarjen s političnim vprašanjem, sploh pa ne konkretno, niti približno. Ne? Dobro, ja. Ja, ne, ampak... Ne ukvarjaš se z dnevno politiko. Z dnevno politiko. Za slovensko dnevno politiko, recimo. Absolutno ne. Tako kot večina, mogoče delam krivico umetnikom, ampak večina se trenutno ukvarja z dnevno politiko. In to domačo. Ja, ne. Jaz se z njo absolutno nisem niti malo tle ukvarjal. Sigurno pa so recimo ta vprašanja o tem, kakšen je tvoj odnos do mitologije, v kateri živimo, do ideologije, v kateri živimo. Ne? S tem se pa na nek način vsaj posredno srečujem, čeprav ne pišem konkretno o ideologiji, jaz pišem o osebnih vprašanjih, osebnih dilemah, o svetovnem nazoru, ampak vse te stvari so pa že vpete v eno širšo klimo, družbeno, v čas, v katerem živimo. Torej, kmalu še prihaja druga knjiga izpod tvojega peresa. A boš se odločil tudi za turnejo literarnih večerov po Sloveniji? Jaz sem absolutno za. Zdaj, sploh v primeru Modus Operandi se mi zdi to smiselno, ker tam sem dobil tudi, jaz sem to delo poslal številnim slovenskim humanistom, avtorjem in tako naprej. In sem dobil tudi odziv vrhunskih slovenskih humanistov, recimo Violeta Tomič je napisala en uvod v knjigo, Rajko Muršič je napisal spremno besedo, odziv je napisal tudi vrhunski slovenski literat Branko Gradišnik. Tako da, ker gre za, jaz sem se kampanje pošiljanja te knjige, tega dela in zbiranja teh odzivov, sem se lotil tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da to delo res postavlja ena pomembna aktualna vprašanja, o kateri se mogoče res premalo pogovarjamo, so pa pomembna vprašanja. No? In absolutno, kadarkoli, če bo se pojavilo prilika, če bo imela tudi založba tak program, absolutno sem za to, da se predstavi knjiga in dileme in vprašanja in zamisli, ki jih prenaša sabo. Torej, kaj lahko knjižnice, društva, posamezniki, ljudje pričakujejo od tvojega literarnega oziroma nastopa? Tudi glasbeni nastop mogoče zraven odličen pogovor, kot vidimo, vsekakor. Ja, recimo pri predstavitvi Prapodov sem naredil tudi nekaj kratkih literarnih intermecov, kjer sem predstavil pesmi iz zbirke. Podlago, zraven sem pa pri marsikateri pesmi tudi glasbeno podlago, ki jo je izvedel moj brat, ki je vrhunski kitarist. In material, glasbena podlaga je pa v bistvu iz našega albuma, ki je pa dejansko nosil naslov Praznoverjen, ki je išla že pred 12 leti ta plata. In
Ja, in je bilo, v bistvu so se res in pesmi in tista muzika je nastala v podobnem času, tako da so se stvari kar nekako organsko povezale takrat. Tako da kakšna glasben intermezzo je absolutno se ga lahko pričakuje, lahko ga organiziramo, lahko v to smer razmišljamo. Po drugi strani pa si bi želel jaz tudi kakšno širšo debato, družbeno debato. In jaz vem, da so sogovorniki, kot so Branko Gradišnik, Rajko Muršič, pa Violeta Tomič, so odlični sogovorniki. In še marsikdo drug se verjamem, da se bo odzval na teme, ki jih prinaša modus operandi. Praznoverje, prapodobe, kaj še, da bo koncept zaključen? Se pravi, ja, kar se tiče... To se mi zdi zelo povezan koncept, ne? Ja, Praznoverje, prapodobe, vse se vrti v enem tem, ne? Ja, res je. Mene je vprašala sogovornica oziroma moja, kako se temu reče, tisto, ko vodi intervju, me je vprašala, ona je opazila, da obstaja ena skupna točka pri mojem likovnem ustvarjanju, glasbenem in literarnem. Je rekla, da je pri vseh stvarih je moj podpis predvsem minimalistični. In jaz moram reči, da čeprav med prapodobami pa modusom operandi je res gromozanska razlika. Govorimo o dveh zelo različnih pristopih literarnih in temah čisto enih drugih. Čeprav se mogoče spet v obeh primerih se sprašujem o človekovi duševnosti, ampak na res nekem čist drugem kontekstu. Ne? Ampak gre pa v obeh primerih sem pa iskal res eno preprost jezik, ki človeka nagovori, ki je berljiv, tekoč. Ne? To ni, kako bi rekel, akademska literatura v smislu kompleksnih esejev. Poskušal sem mogoče težje razumljive, globe koncepte predstaviti na čim bolj preprost, dostopen način. Zato, ker se mi zdi, da je prav, da v pogovor vključimo čim več ljudi, ne, pa da damo vsakemu šanso, tudi če ni šolan ali pa da nima te akademske podlage, da sodeluje v tem pogovoru. In jaz mislim, da tle, ko me sprašuješ, ko si rekel, na eni strani, ko imaš prapodobe, tam imaš praznoverje, kako se to vse skupaj ujema v eno širšo zgodbo, kaj pa jaz vem? To je modus operandi. Tako, mogoče z modusom operandi, jaz rekel, da je mogoče povezava v tem smislu, da vsak od teh del se nekako ukvarja z iskanjem neke življenjske resnice, neke poti skozi ta svet, ki je velikrat konfuzen, zapleten. Tako da na nek način vsaka od teh del preizkuša te eksistencialne meje. Ne vem, to bi najbrž bila nekakšna skupna točka od vseh del, praktično skoro vsega, kar piše. Simon Černeč, najlepša hvala za pogovor. Ja, bilo odlično, sem užival. Hvala. Super, ja, jaz tudi, jaz sem se pa trudil, kaj smislenega povedati, upam, da bo kaj uporabno, ne več bo. Sicer pa jaz montiram, tako da popravim. Vprašanje. Tudi to, kar zdaj govoriva, bo objavljeno. Ja, hvala. Ja. Dobro, še naprej in veliko uspeha pri pisanju želim. Ja, pa hvala lepa za to, pa tudi hvala za vso podporo, ne? Pa jaz tudi tebi želim veliko uspeha v nadaljnjem projektu. Pri nadaljnih projektih, ki jih tudi spremljam in moram reči, da so veliko stvari prihaja iz te založbe, ki me navdušujejo. Tudi zdaj berem eno vašo knjigo, tole v zvezi z Komu je bil na poti Ivan Kramberger, se mi zdi zanimivo delo. In še veliko materijala dobrega prihaja. Ja, hvala. Vedno je treba probati nekaj novega. Ja. Torej, Simon Černeč, še enkrat najlepša hvala. Bilo mi je užitek.